Spoštovani in dragi prijatelji, danes imamo izredno čast, da lahko v naši oddaji Na robu znanega gostimo gospoda Boštjana M. Zupančiča, ali nekateri so ga šaljivo, kar v slovenskem prostoru, poimenovali kot BMZ. Torej, lepo pozdravljeni. Dobar dan. Moram priznati, da sem vas večkrat gledal na televiziji in ob vaših izjavah sem vas začel zelo ceniti. Tako da je tudi to moja osebna čast, da se lahko z vami pogovarjam. Torej, če vas predstavimo, koliko jaz vem, ste veliki strokovnjak na področju prava, tudi filozofije prava, kriminologijo ste študiral. Tudi, ja. Poleg tega ste bil ustavni sodnik v Sloveniji, profesor na pravni fakulteti, profesor v tujini, v Ameriki, doštudiral ste na Harvardu, potem bil 16 let celo v sodišču evropskem za človekove pravice, če se prav spomnim. V Strasbourgu, ja. V Strasbourgu. In tako ste eden redkih ljudi, in tudi Slovencev lahko rečemo, ki ste kar ponesel ime Slovenije in Slovencev v tujini. Tako da ste tudi en redkih takih strokovnjakov na tem področju in vas torej izredno spoštujemo. Ne, predvsem bi jaz rekel, da sem bil profesor v Ameriki 10 let, kar je popolnoma nekaj drugega, kot pa biti profesor v Sloveniji, ker je pač konkurenca, kar se tiče znanja in sposobnosti in ekspertize. Pač v Ameriki bistveno, na pravnih fakultetah, bistveno hujša in večja kot pa v Evropi. Pa ameriško pravo menda tudi drugače je zastavljeno kot našo evropsko in No, popolnoma se nekaj drugega menda. Ja. Ne, v tem je pa zdaj ta moja zadnja knjiga. To je bolj za pravno publiko pomembno, ampak ta moja zadnja knjiga pravzaprav raziskuje to vprašanje antinomije, protislovja med sistemom anglosaškim, Anglija, Irska, v Evropi Malta in Ciper, sicer pa Nova Zelandija, Avstralija in seveda Združene države. To je sistem, ki temelji na tako zvanih precedensih. Z drugo besedo, tam sodba nekega sodišča, recimo Vrhovnega sodišča ZDA v zadevi splava Roe v Wade, velja kot zakon. Z drugo besedo, vsi podobni primeri kasneje se morajo obravnavati na isti način. In to velja tudi zdaj v Evropi, zelo konkretno pri nas na Ustavnem sodišču, da ta odločba Ustavnega sodišča zavezuje vsa sodišča in to se nanaša seveda na neko razlago, interpretacijo Ustave, ampak potem zavezuje vsa nižja sodišča. In na isti način posluje Evropsko sodišče za človekove pravice, ki pa zavezuje po drugi strani seveda tudi Slovensko ustavno sodišče. Ampak to je sistem, v katerem se kontinentalno pravo, se pravi ne angleško, ne znajde še. In zaradi tega je problem na Evropskem sodišču, ki producira ogromno število odločb, je vprašanje kvalitete teh odločb in tako naprej, ampak mogoče bova o tem rekla kaj kasneje. Torej, lahko rečemo čisto osebno, vas dva, ko ste takšen mislec in izremen strokovnjak, se pojavlja vprašanje, zakaj v tem trenutku nimate več funkcij v Sloveniji in tudi ne na nek način na Evropskem sodišču. Ne, na Evropskem sodišču je moja funkcija bila po 18 letih končana maja 2016. Tam je zadeva končana. Nihče se ne more vrniti in tako naprej. Ker zadeva Slovenijo, bi bilo seveda najbolj logično, ne, da bi imenovali za nekega seniornega svetovalca na Ustavnem sodišču, ker bi na ta način lahko preprečil marsikatero neumnost, da preden bi šla v Strasbourg, kjer pol država obsojena, ne. Ampak dobro, to se ni zgodilo in zame, mislim, to ni problem. No,
Zdaj pač živim od tega, ne, da pišem pravna mnenja, memorandume za Evropsko sodišče in za Ustavno sodišče. In v ta trenutek imam eno zelo zanimivo zadevo o posvojitvi v Maroku, kefala se imenuje, ne, ki pa ni posvojitev, ampak je rejništvo. In ta gospa iz Ženeve, seveda ne sme povedati kdo, kaj in zakaj, je hotela to rejništvo pravzaprav iz Maroka prenesti v Evropo. In v Evropi je edina zakonodaja, ki to priznava kot posvojitev, francoska. Oni imajo posebno določbo, potrebno pogodbo z Marokom, medtem ko druge države tega ne. In to je zanimiv pravni problem, ki pač prihaja k meni iz cele Evrope in potem se pravi, od tega živim. Malo, ker ste to omenil, torej gre za rejništvo, ne za posvojitev. Ja. Namreč, ker zanimivo je to, da v islamu pač ni več posvojitev, ne, od Mohameda naprej, od tiste žene svojega posvojenega sina, ne. Takrat je on potem rekel, da ni božja volja, da bi bila posvojitve, ne, v islamu več ni posvojitev. V čem, torej, ko ste vi pred časom ste nekako napovedal kandidaturo za predsednika države Slovenije in ste želeli nekako bolj politično tudi vplivati v Sloveniji in ste ob tem razmišljal verjetno, da bi lahko kaj dobrega storili za Slovence in za Slovenijo, vendar potem ste nekako od tega odstopili. Torej, kaj ste videli v tej vlogi, recimo, da ste razmišljali resno o kandidaturi, celo na manifeste napisal o tem, lahko kaj o tem dodate? Ja, lahko dodam to, da sem prišel iz Francije po 18 letih in da sem bil precej naiven, ker slovenski prostor je politični prav neke vrste zverinjak, v katerem se jaz niti slučajno nisem znašel. Tisti manifest, ki sem ga napisal, je bil napisan, bi človek rekel, idealistično, ampak v politiki to seveda zveni kot naivno. In potem vprašanje je pravzaprav nekje drugje, tudi v Franciji ta trenutek pred evropskimi volitvami, v kolikšni meri se resnica lahko prebije na površino. In v današnji demokraciji imate medije, nominantne medije, tako zvane mainstream medije, ki vam lahko dosežejo to, da je izvoljen v Franciji nek patološki narcis, Macron, samo zaradi tega, ker je imel absolutno vse medije na svoji strani, ampak treba je vedeti, da te mediji so dirigirani. Natančno tako, ali pa še hujš, kot so dirigirani v Sloveniji. Tako da prebiti se skozi ta medijski prostor v ospredje, ne, je edini problem. In potem govoriti o demokraciji v situaciji, v kateri ljudem nenehno in zelo intenzivno perejo možgane, je skoraj nemogoče. Ne. To se zdaj zelo lepo vidi v Franciji s to stranko Union Populaire Républicaine, UPR, ki imajo kot šefa, partajšef, bi rekli Nemci, nekega gospoda Asselineauja, briljantnega gospoda, poštenega, ki zagovarja... Da je tudi velik intelektualec, izobraženec. Ja, zelo, res. Ki se ne more prebiti v ospredje, zato ker ti dirigirani mediji, ki so seveda posvojeni, če tako rečemo, od določene finančne oligarhije, preprečujejo, da bi prišel ta gospod v fokus, v središče dogajanja, ker seveda ne odgovarja, resnica ne odgovarja interesom teh dirigiranih, tistih, ki dirigirajo te medije. Včasih smo razočarani nad slovensko situacijo, te pravičnosti ali pa tudi resnice, se pravi, da je ves svet pa Evropska unija pod enim takšnim vplivom, ne, da si nekateri pač prilastijo medije, pa mogoče še kakve vzvode moči, kot so vojska, policija, pa kaj sodstva, ne, in potem z lahkoto vladaš državo oziroma uveljavljaš neke svoje interese. Ne, ta zgodba v Sloveniji, ne, gre do same osamosvojitve.
Takrat se je dogajalo pač tole, da je ta bivša avantgarda komunistična partija prestopila iz avtoritarnih, rečemo temu, pozicij na finančne. In meni je rekel, France Bučar, mi je sva prijatelj, mi je rekel, jaz sem šel iz politike zato, ker mi je popolnoma jasno, da slovensko politiko vodijo finančni interesi. In kar je seveda zdaj res. In če pogledate ta zadnji škandal, ki se najavlja v zvezi s financiranjem SMC, je to del te zgodbe. Nekdo je v zadnji imel interes Cerarja plasirati na politično sceno in je imel denar. In za kampanjo je potreben denar in če denarja ni, potem se ne prebiješ, pa seveda se ne prebiješ tudi, če bi imel denar, če nimaš dostopa do medijev. Zato je recimo vloga nekega Sorosa v Evropski uniji, pa celo v ZDA, če govorimo o demokratih, tako bistvena. Pravzaprav smo imeli v Sloveniji že kar nekaj takih no-name politikov, ki so se prebili kar nekrat iz nič, kljub temu, da so predtem, naprimer, vse raziskave pred volitvami kazale čisto drugo sliko, ali pa drugače, tako da... Ne, če smem, vse to je bil primer Macrona. Macron je bil neki mali bankir pri Rothschildu, in potem so ga izbrali za krta, tako rekoč, in so rekli, tale bo naš predstavnik in se po moje zdaj malo kesajo, ker je naredil precej neumnosti. No, tu se potem človek vprašuje, ali je sploh še lahko govorimo o neki pravičnosti v današnjem svetu, ali demokraciji, pravični demokraciji, ali gre pač enostavno za silo in moč določenih ozadij, ki potem mimo neke demokracije, pa mimo prava lahko nekatere stvari uveljavlja. Ampak to je pač usoda verjetno tega sveta že od samega začetka, tako da ne bi bili preveliki idealisti. Torej, v čem je za vas nekako problem Slovenije, pa tudi v čem je zdaj, malo široko vprašanje, v čem je nekako glavni problem Evrope? Ja, to je zdaj skoraj metafizično vprašanje. Mi smo zdaj na neki točki. Evropska unija je čisto nekaj posebnega zdaj, in gospodarsko recimo se kažejo neke recesije, potem razkol v zvezi z Brexitom, potem imamo razdeljene med višegrajske države, potem razdeljuje nas Marakeška deklaracija, in pa potem, ne vem, to je potem še eno tako preprosto ljudstvo, pa elite recimo, in pa problem priseljencev, ki so zdaj dejansko tukaj že bolj prisotni, posebej Francija, ki vi poznate, tako da ne vem, kje bi glavni problem iskali, ampak kaj vi mislite, je rešitev? Torej, to je po mojem mnenju stvar sistemske teorije. Sistemska teorija, mene je o tem učil prvi prej omenjeni France Bučar. Sistemska teorija je teorija v tem situaciji o civilizaciji kot o sistemu, pa o kapitalizmu kot sistemu. Po sistemski teoriji vsi veliki sistemi, in civilizacija je velik sistem v tem smislu, in prav tako je velik sistem kapitalizem. Grejo skozi neke razvojne faze in vsi ti sistemi od suženja lastniškega do feudalnega, do kapitalističnega in tako naprej v določeni točki kolabirajo, se implodirajo, se sesujejo v sami vasi. In zdaj samo vprašanje faze, v kateri se zdaj nahajamo. Ampak, ko se bližamo tej točki preobrata, temu se reče v matematiki točka singularnosti, stanje postaja vedno bolj kaotično. Kaos, zmeda, nered in tako naprej. In ta raven kaosa se dviguje, ne samo pri nas, ampak kasneje bova govorila mogoče o ZDA in tako naprej, se dviguje in to vedno hitreje. Jaz sem 72 let star in opazujem ta proces najmanj zadnjih 20 let, 50 let. In ta raven kaosa, kaotičnosti, zmede,
se dviguje vedno hitreje. Z pravnega stališča je zanimivo, ne, ker je že stara kitajska modrost, da ko gre raven kaosa gor, gre gor tudi količina predpisov. Vse je treba zreglementirati. V Evropski uniji se vidi točno to, ta krivulja produciranja predpisov gre gor v neskončnost in to je eksponentna krivulja in isto v Sloveniji. In to v resnici je to sociološko vprašanje. Zaradi tega, veste, ker v situaciji, kjer morala deluje, govorimo ne o etiki, ampak morala je dejansko tisto, kar ljudje živijo vsak dan, tam, kjer morala deluje, tam predpisov ne potrebujete. To je zelo stara kitajska modrost, namreč, da takrat, ko število predpisov narašča, takrat je to predznak o tem, da bo sistem propadel. In to se dogaja. Druga beseda, če bo gre čisto konkretno v Sloveniji, vsak malenkost, recimo v zvezi z Magno zdaj, vsaka malenkost mora biti zakoličena z ne vem koliko predpisi, uredbami, zakoni. Zdaj ta Počivalšek celo piše, da je en zakon prav na kožo te Magne. In tako naprej. In ko se to dogaja, se dogaja zaradi tega, ker nihče nikomu več ne more zaupati. In če govorimo o krščanstvu, jaz se spomnim patra Polikarpa, ki nas je učil verouk v Ljubljani pri frančiškanih, se pravi v cerkvi Marijinega oznanjenja. On je rekel, ja, če nekdo reče, da je kristjan, pa če z njim imamo določene stike, potem mu zaupamo. V večji meri sigurno mu zaupamo. To so bili drugi časi, od tega je 50 let. Ne? Ampak dejstvo je, ne, da zaupanje v družbi deluje ali pa ne deluje. In zdaj, če ne deluje, ne, dva francoska ekonomista sta o tem napisala sjajno knjigo La défiance, la société de défiance, družba nezaupanja, potem s tem ne deluje. In potem tega vi z produciranjem nekih pravnih pravil ne morete preprečiti. Pač pa je, se pravi, ta krivulja produciranja pravnih pravil točno nasprotna krivulji, po kateri pada raven zavezujoče morale. Drugo besedo, konec koncev je osnovna lastnost nekega moškega, recimo, ne, to je za ženske to čisto neka druga zgodba, je nekega moškega, da stvari spelje do konca, prvič, in da drži svojo besedo. In v situaciji, v kateri nihče več ne drži svoje besede, imate nezaupanje. In v situaciji, kjer imate nezaupanje, nobenega posla, ničesar več ne morete na zaupanje skleniti. Recimo, jaz sem učil profesor, ko sem bil v Iowi, me je nek dekan iz New Jerseyja poklical, če bi jaz prišel k njim predavati kot distinguished professor. Kako. V glavnem, telefonski klic. Jaz sem rekel ja, on je rekel ja, in res je, on je bil jezuit, Dan Degnan. In sem rekel ja, in sem prišel v New Jersey in s tem bila stvar opravljena. Pred kratkim se mi je zgodilo, pred 2 letoma se mi je zgodilo, da bi mogel predavati na en Dickinson Law, se imenuje v Carlisle, Pennsylvaniji, in sem se že z njim izmenil, ena profesorica Skype in tako naprej, vse bo dogovorjen. Ob času, ko naj bi tja prišel, sem telefoniral in rekel, ja, veste, ne, smo se premislili, oziroma tako je, vam lahko ponudimo to mesto za plače pač $10,000. Rekel, ja, ne, rekla, se zmotili, to ni $10,000 na mesec, to je $10,000 na leto. To je bila ena umazana, podla potezo, ne, ki bi bila popolnoma nemogoče v nekem drugem svetu. Drugo besedo, v taki situaciji, kjer nimate več zaupanja, zato ker nimate več morale, zato ker nihče več ne drži svoje besede in tako dalje, v taki situaciji tudi družba ne funkcionira in s pravnimi pravili se tukaj v tej anomični situaciji, v tej situaciji, v kateri se norme sploh več ne asimilirajo, ne opravi tako dosti. Mogoče je to nekaj podobnega, je Jezus predvsem delal na spremembi src, na spremembi ljudi, ne, ki potem lahko omogočajo neko družbo. Tako smo včasih rekli, če bi delali komunizem s svetniki,
bi sigurno funkcioniral. Ne? Tako pa žal ni delovalo. Ali se vam zdi ravno kot vrhunskemu pravniku, res človeku, ki je Evropsko unijo, bi rekel, gledal 18 let resnično od znotraj, se vam zdi ustrezno, demokratično, pravično, da Evropski parlament ima samo enega kandidata za predsednika vlade oziroma komisije, navadno je tako bilo, in potem tistega enega izvolijo. In potem ta eden sestavi vlado, ki potem vlada vsem Evropejcem in ne vem, zdaj se menda še misli celo širiti Evropska unija izven Evrope, tam ne vem, v neke afriške države. Se vam zdi to pravično ali pa normalno? In potem dobimo recimo različne takšne, če lahko rečem, nekako čudne predsednike vlad, kot je Barroso ali pa bivši ekstra maoist in pa Sendero Luminoso, potem Van Rompuy, bi rekel, tega izrazito neprivlačna oseba, ne? In pa zdaj Juncker, ne? Ki je pa tudi že skoraj nekaj humorističnega. Ja. Torej, kako gledate vi tudi z pravnega vidika na vse to skupaj? Ne, to, kar vi pripovedujete, je v bistvu vprašanje tega, kaj sploh je na evropski ravni demokracija. In to, kar pripovedujete, je, da demokracije ni. To je vse zmanipulirano, v zadnji so veliki finančni interesi, vsi ti evropski poslanci, ne, ki tam delujejo in dvigujejo roke, so nenehno predmet lobiranja. Evropski parlament v resnici nima kakšnih velikih pooblastil in ta komisija s svojim predsednikom in svojim komisarji je v bistvu, kot bi se rekli to v Hrvaščini, nameštena. V bistvu usiljena kot nek z vrha piramide dol, ne pa od spodaj gor. In to Angleži grejo tudi zaradi tega ven. Oni pravijo, we will not be governed by unelected officials. Ne bojo nas... Ni Nigel Farage, ne? Ja, seveda. Ja, mislim, on... Ne, genialno, nekatere stvari. Ja, ali pa v Franciji Asselineau, François Asselineau, to je ta UPR. In to je šala, ne? V angleščini se joke, to, kar se dogaja v Bruslu, o kakšni demokraciji to itak ni govora, ampak ni pa tudi govora o neki racionalnosti, ker se tukaj prepletajo ti lobistični interesi. Zelo dober test te zadeve je glikofosfat, ne, pa ja, seveda, ker te kemične... Finančne interese. Ja, kot se pravi, v Evropi govoriti kot o nečem, kar je recimo etično ali pa politično sprejemljivo, to je šala. Vi kot kristjani bi nas zanimalo vaše mnenje o tem, zakaj Evropa ni sprejela krščanstva v preambuli, torej da je Evropa nastala na krščanstvu, seveda tudi na razsvetljenstvu, pa tudi na grško-rimski kulturi, ampak nedvomno je, da je krščanstvo ravno to na nek način združevalo in je temelj krščanske, pa vse zahodne civilizacije. Kako to, da ni prišla krščanstvo kot, bi rekel, gradnik Evrope v preambulu? Ne, bi obrnil to zgodbo. Bi rekel, če bi prišlo v preambulo, to ne bi imelo nobenega pomena. In po drugi strani teh 12 zvezd, ko jih vidite, to so Marijine zvezde. Greste v katedralo v Štrasburu, imate na koncu vitražo z Marijo, Notre Dame de Strasbourg, in imate okrog njene glave teh 12 zvezd, ki izhajajo, kot boste vi kot duhovnik vedel, iz apokalipse svetega Janeza z Patmosa, ne? 12 zvezd. Ne? In te so... Kako? Žena, ki se je pojavila, preganjena, Marija. Protestanti sicer pravijo, da je to cerkev, ampak dobro, to bi se dalo debatirati. No, v glavnem, izvor, ta izvor, ki se dela, da je izvor Evropske unije, bi seveda bil krščanstvo, dokaz za to je na vsaki evropski zastavi, če bi govorili o tem. Sam ni, ne? Evropsko unijo so sestavljali te protagonisti, so jo skupaj dejali, te protagonisti. Nekateri pravijo, da je Schuman ravno to hotel,
da bi bilo krščanstvo, kot pa da ni uspelo. Kaj vi pravite na to? Ne, Schumann, Spaak, pa kdo je bil še, par jih je bilo, ne? Nemec, tale... Monet, pa se ni važno, v glavnem vsi so bili na plačilni listi CIA, pa ameriškega zunanjega ministrstva, State Department. In to je dokazano. Američani so pred par leti odprli arhiv po 30 letih v Washingtonu in je bil tam en gospod profesor iz Georgetown University in je to raziskal in v Evropi je to objavil Ambrose Pritchard v Daily Telegraph, kjer je popolnoma jasno izkazano in dokazano, da so bili te gospodje vsi na plačilni listi ameriških obveščevalnih služb. Druga beseda, nastanek Evropske unije nikakor ni neko krščansko razsvetljenje daleč od tega. Namen Evropske unije je sestaviti neko zgradbo, v katerih imate vi, kot pravi François Asselineau, imate 12 solastnikov etažne lastnine, ki se potem v ničemer ne morejo sporazumeti. Ne morejo se sporazumeti o tem, kakšno fasado bi dali recimo na to hišo, zato ker bo vedno nekdo proti. In to je bil namen. Se pravi, če obrnete to zgodbo, namen Evropske unije od samega spočetka, ameriški namen Evropske unije, ni bila enotnost, se pravi unija, ampak je bila neenotnost, se pravi disunija. In to, kar se danes dogaja, seveda pomeni, če pogledate Mađarsko, Poljsko, Višegrajsko skupino, Italijane zdaj tudi in tako naprej, ne, je, da se seveda v nobeni stvari ne more razumeti in da zaradi tega ta kamarilja, ta klika z vrha teh neizvoljenih birokratov, kakor jim pravi Nigel Farage, lahko vlada. Slovenija je tle, mislim, zanemarljiva količina. Kako lahko komentirate? No, recimo, v tem vprašanju se mi zdi zanimivo tudi tole. Ali ne bi mogli reči kot neka nujnost globalizacije zdaj, to združevanje, ne? Ker vemo pa tudi, da so načrti ne samo Združene Evrope, ampak Afriške unija, pa potem Ameriška unija, pa Južna Ameriška unija in podobne zadeve, Azijska unija. Neke te unije so v teh globalističnih načrtih, ampak mogoče ni to kot neka nuja. Prvo moje vprašanje je globalizacije. Drugo vprašanje pa to, ali ni za temi CIA-ami in pa ameriškimi, tako imenovani ameriškimi interesi ali pa recimo, ne vem, povzročitelji, neke vrste svetovna globalna država ali pa neke elite, neke moči, ki uporabljajo tudi Ameriko za svoje namene. Ja, se pravi, hvala Bogu za Twitter, pa za Facebook, pa za YouTube, ne, ker to zdaj vsak povprečni človek lahko sam vidi. Druga beseda, ne gre za ameriške interese samo več, ne, ampak gre za te globalistične interese, ki so finančni. Samo pri tem je treba vedeti, ne, kot sem prej rekel, kapitalistični sistem je na robu kaosa. In to se bo zdaj zelo hitro izkazalo spet za novo krizo, ki brez dvoma prihaja. Tukaj je samo vprašanje. Italija, mislite? Ne, na splošno ne, recesija. V Italiji se je to že pokazalo, ampak sistem kot sistem je prišel v točko, kjer živi samo še od finančnih špekulacij. Temu se reče financializacija. In sistem kot sistem, ki temelji na fiat denarju, kot ste vi prej rekli, ne more funkcionirati, če produkcija ne deluje. Produkcija pa ne more delovati, če ni zaupanja, recimo, in tako dalje. Skratka, te globalistični interesi so že lahko tam, ampak če pomislite, da ima Amerika toliko trilijonov, ne milijard, trilijonov dolga, to pomeni, da je cela stvar v celoti trhla, to je hiša iz kart. In je samo vprašanje, kdaj se bo to sesulo, ampak sesulo ne kot kapitalizem, ampak sesulo kot zahodna civilizacija, ki na tem temelji. Se pravi, se pridemo v te točki preloma, kjer se bo mogel sistem resetirati. Ko se bo sistem, kapitalističen sistem resetiral, bo v zelo kratkem času prišlo do tega, da se bo obrestovalo kakršnokoli celo majhno zanemarljivo politično gibanje. Zato, ker v tisti točki je to teorija metulja,
ki plahuta s svojimi krilci nekje v Braziliji in ki lahko v Evropi povzroči vihar. Ne? In ko je sistem kot sistem izčrpal svojo življenjsko dobo in temu se zelo hitro in vse hitreje bližamo, se bodo stvari spremenile. Ne? Z drugo besedo globalizacija. Kitajska, afriška in tako naprej, to je mogoče na neki politični platformi, neka propagandna pozicija, ampak do tega, to je vprašanje tajminga, to se v tem času ne bo moglo zgoditi. Prej ste omenil, da ta sistem potrebuje na nek način produkcijo. Tu imamo poleg teh sistemskih problemov zdaj tudi čisto enostavno pomanjkanje delovne sile v Evropi. In sama Nemčija je rekla, oziroma njihove raziskave, da potrebujejo 200.000 delavcev, torej 200.000 delavcev letno, da bi lahko nekako ohranili ta socialni sistem, ki ga zdaj pač Zahod, ta nivo tudi življenja, ki ga Zahod živi. In zdaj ta pomanjkanje delovne sile je nekako povezana tudi z temi migracijami, ki bi naj pokrile, to delovno silo, vendar se pa je to pokazalo kot neka strateška napaka, zato ker ti migranti so dokaj nezaposljivi. Ne, ni stvar v tem. Ne, to je demografski problem, ki ga imamo tudi v Sloveniji. Ja, seveda. In potem bi se stališče recimo nekega krščanstva, je vprašanje, kakšno vlogo je pri celi stvari imela kontracepcija, kakšno vlogo pri celi stvari je imel abortus. Po Simone Veil so zabortirali 20% francoske generacije in tako dalje, in zdaj teh otrok ni. In ker ni otrok, moramo uvažati delovno silo. To je prva zgodba, demografija je resnica v stvari. Tako, in ta bo verjetno tudi uničila na nek način Evropo. Ja, to pomeni, da v ljudeh ni nekega optimizma. Jaz sem bil rojen leta 1947 v tistih najbolj prikrajšanih letih po drugi svetovni vojni, ker so imeli moji starši, pa tudi vsi drugi starši, takrat nek optimizem, psihološki, in so zaradi tega vsi rojevali otroke, ker so si jih želeli in ker so mislili, da jih lahko. In bo takrat to milijonkrat težje narediti kot v današnji situaciji, kjer se mladi pari, zlasti pa tudi mlade ženske, zmišljujejo, zakaj nimajo časa, karijere in tako dalje, da bi imeli otroke. In zdaj ta pomanjkanje vitalnosti zahodnega sveta, Evrope in tako naprej, vodi do tega, da ljudi enostavno ni. In ker ljudi ni, mora nekdo plačati za pokojnine. Ukrajinski sistem bo propadel. Ja, to je prvi del te zgodbe. Pa socialna bo v bistvu propadla. Ja, to je prvi del te zgodbe. Ampak drugi del te zgodbe je zelo zanimiv, če pogledate Poljsko. Oni, ta Evropska unija, razni Junckeri in tako dalje, jim vsiljuje, da morajo sprejemati migrante. Ja, oni so sprejeli 1,2 milijona Ukrajincev, ki so zbežali iz Ukrajine in ki so migranti. Ampak so migranti, ki so zaposljivi in ki imajo določene kvalifikacije in ki so po svoji kulturi in tako dalje Poljakom blizu. In zakaj potem nek Junckerček iz Bruslja, da ne govorimo o Mogherinijevi in o teh ljudeh, oni forsirajo, da bi Poljska morala sprejemati migrante iz arabskih držav, ker bo sigurno kulturni konflikt. Zakaj? Zato, ker ima nekdo interes, govorimo o Sorosu, ki ima nekdo interes raznaroditi evropske narode in jih oropati njihove kulturne identitete. Ker če bi bilo to res, da bi Evropa forsirala samo migracijo kot migracijo, potem bi ploskala Poljski, ker je dejansko sprejela ogromno število ljudi, tega ne vejo. Teh milijon migrantov, ki se jih je preselili v Nemčijo, ki so šli preko Slovenije, o tem vsi govorijo. O njih migrantih je pa Poljska sprejela, pa ne govori noben. Zakaj ne? Zato, ker resnični interes pri migracijah ni dopolnitev tega demografskega manka, ampak je v zadnji en zelo destruktiven interes, katerega osebno personificira, pooseblja ta George Soros. Dragi bratje, drage sestre, dragi ljudje dobre volje, vabljeni ste, da pogledate še drugi del našega nadvse zanimivega pogovora
ob istem času in ob isti uri čez 2 dni. Hvala vam in se vidimo. Vse dobro, z Bogom.